Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Samo da se vidi v redu? V redu, bom kar začel. V redu Super. je. Dober, Marko Novakovič sem jaz, prihajam z kliničnega oddelka za žilne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani in danes, kot smo že slišali, bomo govorili o mitih in resnicah o holesterolu. Tole je moje disclosure in bomo začeli v bistvu, zakaj pa sploh toliko veliko govorimo o dejavnikih tveganja, o srčno-žilnih boleznih, o, ne vem, pritisku, kajenju in tako naprej. Ravno zaradi tega, ker so srčno-žilne bolezni v bistvu vodilni vzrok smrti v svetu, tako pač povsod kot tudi v Sloveniji. Približno 18 milijonov ljudi je umrlo zaradi srčno-žilnih bolezni v letu 2019. In kot vidimo na tej sliki, v bistvu, če združimo drugi, tretji in četrti vzrok, in to so torej rakave bolezni, kronične respiratorne pa sladkorno bolezen, če seštejemo pač njihov kot vzroke smrti, je še vedno so srčno-žilne bolezni bolj pomemben oziroma več jih je kot vseh teh skupaj. Žal, prognoze niso nič preveč optimistične, ker se smatra, da bo čez par let oziroma do leta 2030, da se bo to število umrlih zaradi srčno-žilnih bolezni še povečalo za približno 25%. Torej, zdaj vidimo, zakaj so toliko pomembne. Glavna v bistvu bolezen oziroma tisto, kar nas najbolj skrbi in je vodilni vzrok med tistimi pač srčno-žilnimi, je seveda srčni infarkt. Zdaj pač samo malo kot uvod, tole je srce in srčna mišica. Srčno mišico prehranjujejo pač koronarne arterije, to so ene pač 3 glavne koronarne arterije. In če se pač nabirajo naplastitve oziroma plaki v koronarnih žilah, v enem trenutku bo pa šlo do, o tem pa malo kasneje, bo pa šlo do tromboze v tej zožitvi in na koncu en del srčne mišice bo odmrl in to je v bistvu srčni infarkt. Zdaj, tisti, ki so imeli infarkt, pač zelo dobro vejo, da grejo takoj na mizo, pač v katetrski laboratorij in tam pa se pač s pomočjo balonske dilatacije pravzaprav te zožitve, pač ta zožitev se razreši, balon se napihne in ko se izvleče kateter, ostane v bistvu vstavljen stent. Na ta način je ta odmrl del srčne mišice pravzaprav ponovno pretok skozi to zaprto koronarno arterijo se ponovno vzpostavi. Zdaj, kako do tega pride, pač kot smo že slišali v uvodu, pač vodilni problem oziroma vzrok nastanka srčnega infarkta je ateroskleroza. Ateroskleroza je pravzaprav en pojav, ki se začne praktično od začetka našega življenja, ampak je odvisna zelo od dejavnikov tveganja, o tem pa malo kasneje. In kot vidimo na tej drugi sliki, zelo zgodaj pač se lahko vidijo ene majhne spremembe v žilni steni in če recimo, če imamo na primer visoke koncentracije holesterola v krvi, pa potem skozi to poškodovano žilno steno pride več holesterola, na koncu nastane aterosklerotski plak in če je ta dovolj velik, lahko pride do rupture oziroma ta plak nekako poči, pride do tromboze in pač kot smo videli tudi do srčnega infarkta. Zdaj pa prvi mit v bistvu, ali če bi imel povišane vrednosti holesterola, bi to moral čutiti. Zdaj, če se vrnemo na tole sliko, torej v zgodnji fazi nič ne čutimo, a ne, to, da imamo veliko holesterola in da se ta holesterol na žalost nabira v pač žilnih stenah, ne čutimo. Čutimo šele, ko je škoda že narejena,
ko so žile zožane in potem, če pač imamo srečo, to pač nas začne boleti in pač se temu reče angina pectoris, a ne, žal se zelo pogosto zgodi, da nekako se to ali spregleda ali da se dejansko ne čuti in pa pride naenkrat do pač se ta žila zapre in pa pride do grozne škode zaradi miokardnega infarkta. Kot sem že omenil, pač ateroskleroza oziroma srčno-žilne bolezni v bistvu nastanejo zaradi velikih razlogov, zakaj pride do njih. Eni razlogi oziroma vzroki oziroma dejavniki tveganja so pravzaprav tisti, na katere ne moremo vplivati na levi strani, torej spol. Moški spol je bolj tvegan za srčno-žilne bolezni, s starostjo se tveganje povečuje in tudi pač pozitivna družinska anamneza za srčno-žilne bolezni. Torej, če so naši starši, bratje, sestre imeli srčno-žilni dogodek, pač je povečano tveganje, da ga bomo imeli tudi mi. Na srečo pač na njih ne moremo vplivati, pač se moramo vedeti, da so in lahko vplivamo na tiste, na katere lahko vplivamo in pač teli so našteti na naši desni strani. Tole zvišan krvni tlak oziroma arterijska hipertenzija, zvišane krvne maščobe, temu zdaj prej je bila hiperlipidemija, zdaj so dislipidemije, zvišan krvni sladkor, debelost oziroma čezmerna telesna teža, kajenje, telesna neaktivnost in nenazadnje stres. Naslednji mit, sem vitak, torej mi ni potrebno skrbeti zaradi povišanih vrednosti holesterola, na primer v krvi. Ko pogledamo tele dejavnike tveganja, eni so dejansko povezani. Zelo pogosto vidimo, da tisti, ki so na primer debeli, imajo tudi povišen sladkor, pogosto kadijo in imajo tudi zvišan krvni tlak, ampak to, mislim, delno drži, zelo pogosto pa tudi ne. Torej, če smo suhi, lahko imamo povišen holesterol, če smo debeli, lahko imamo normalen krvni tlak. Seveda kajenje je pač odločitev, torej kadilce poznamo tako suhe kot debele, tako da eni dejavniki so, kot sem rekel, povezani, eni pa ne. Torej, če smo vitki, to absolutno ne pomeni, da nimamo povišanega holesterola. Zdaj, kar se tiče zdravljenja po srčnem infarktu, vsi, ki so ga imeli, zelo dobro vejo, to jim v bolnici razložijo, da bojo dobili kar nekaj novih zdravil. Žal, to so zelo pogosto bili ljudje, ki niso imeli nobenih zdravil, zdaj naenkrat dobijo kar 5 recimo, ali vsaj 4, za preprečevanje nastanka trombov v tistem stentu, pač dobijo dvojno terapijo, za znižanje srčne frekvence, za arterijsko hipertenzijo in zelo pogosto tudi zdravila za uravnavanje krvnih maščob. Zdaj pa malo več o krvnih maščobah, zakaj so tako pomembne. V bistvu, ko gremo pogledati maščobe v krvi, ta slika pač se ji reče lipidogram in klasičen lipidogram izgleda tako, da so tam naštete 4 stvari oziroma 4 številke, skupni holesterol, HDL holesterol, LDL holesterol in trigliceridi. Zdaj v zadnjem času se še en del pojavlja, to je lipoprotein malo A, to tudi malo kasneje o tem. Zdaj na vaši desni strani se vidijo HDL in LDL holesterol. Zdaj vprašanje, ali so vse vrste holesterola enake? To je recimo naslednje vprašanje, ko pravijo, ja, imam visoke vse, pa nima veze. HDL holesterol je dober holesterol, kot vidimo, ima tele proteinske delce in v bistvu HDL holesterol nekako vleče te maščobne delce v jetra, kjer se potem višek holesterola presnavlja in je to pač ugoden učinek za telo. LDL je slab holesterol in vsa ta zgodba, ki sem jo povedal o nastanku ateroskleroze, je praktično povezana z LDL-om. In tudi LDL je danes ta glavni razlog, zakaj jemljemo toliko zdravil proti maščobam, zakaj se pač proizvajajo nova zdravila
torej LDL holesterol je tista smet v naši presnovi, ki povzroča srčno-žilne bolezni. Trigliceridi, prej se je mislilo, da niso tako pomembni, tudi oni zdaj nekako prihajajo v ospredje, ampak še vedno je LDL holesterol ta slab holesterol, ta glavni kriv za nastanek srčno-žilnih dogodkov, kot so na primer miokardni infarkt ali ishemična možganska kap. Pa zdaj še en mit. Če imam trigliceride v redu, holesterol pa povišan, ne more biti zelo hudo. Lahko je zelo hudo, ni toliko pogosto sicer, ampak vidimo kar nekaj primerov, da še posebej v družinskih oblikah povišanega recimo holesterola, da so trigliceridi praktično normalni, LDL je recimo gre v grozne višave. Tako da to je tudi mit, trigliceridi v redu ne pomenijo, povišani holesterol ne pomeni, da to ni zelo hudo, je pa zelo hudo. Kar se tiče lipoproteina mali a, to smo že videli. V bistvu na levi strani je LDL holesterol, ta slab holesterol, ki ima eno ovojnico A po B, kot jo vidimo, in lipoprotein malo a je v bistvu ena v zadnjem času nekako popularna molekula, ne dovolj raziskana. Vidimo v bistvu, da izgleda zelo podobno kot LDL holesterol, ker te žogici, kot vidite, sta praktično, sta zelo podobni. To, kar ima LP malo a, je ta prsten oziroma ta del apolipoprotein A, in ta je na žalost še bolj problematičen od samega LDL-a, zato ker zaradi te ovojnice A po A še lažje pride v žilno steno, še lažje naredi škodo in povečuje verjetno za ta mini vnetja v žilni steni, zaradi katerih pač pride do aterosklerotskih plakov. Tako da LP malo a, kot sem rekel, še ni dovolj raziskan, veliko študij poteka pač na temo LP malo a, ampak to, kar se sigurno ve, je, da ne glede na to, kakšen imamo LDL, da če je povišan LP malo a, da to zna biti problem. In tudi je umrljivost pač večja pri tistih, ki imajo dolgo časa povišan LP malo a. Zdaj seveda, kako zdravimo, najprej kako diagnosticiramo, potem zdravimo dislipidemijo oziroma pač moteno presnovo krvnih maščob. Seveda nismo si tega mi sami izmislili, to so pač na nivoju Evropskega združenja za kardiologijo in Evropskega združenja za aterosklerozo, pač so pa šle smernice, najnovejše so iz leta 2019, kot vidite, in v bistvu tam, to so priporočila, kako diagnosticiramo in zdravimo te bolezni. Tako kot vse druge, ne vem, za srčno popuščanje, za miokardni infarkt in tako naprej. To je v bistvu ta glavna informacija, ki je prišla iz teh smernic, je pravzaprav ta graf, kjer so bolniki razdeljeni v 4 skupine, glede na njihove ciljne vrednosti LDL holesterola. Kaj to pomeni? To pomeni, da ne moramo reči za vsakega, da če ima, ne vem, LDL 2, da je to premalo ali preveč. Moramo poznati njegovo zgodbo, moramo vedeti, če je utrpel kakšen srčno-žilni dogodek, ker to je dejavnik tveganja, potem da in se pri takšnih visokorizičnih pač tudi reče, da imajo zelo visoko tveganje in pri njih je, kot vidimo, ciljna vrednost LDL holesterola 1,4 milimole na liter in tudi zmanjšanje za 50% od izhodiščne vrednosti, ko so pač do dogodka prišlo. Zdaj tisti, ki pač, to je zelo visoko tveganje, pa potem pa imamo visoko tveganje z ciljno vrednostjo 1,8, srednje oziroma zmerno z 2,6 in nizko pri mladih, na videz zdravih, brez dejavnikov tveganja je LDL ciljna vrednost 3. Zakaj je to tako zelo pomembno? Zato, ker
zakaj hočemo toliko znižati v bistvu LDL. Nekdo bo rekel, da je v njih 1,4 zelo nizko. Jaz zato, ker so študije pokazale, in to je najpomembnejša slika, ki jo vidimo v lipidologiji oziroma v znanost vedi o krvnih maščobah, če znižamo 1 milimol na liter LDL od izhodiščne vrednosti, se za 22% zmanjšajo srčno-žilni dogodki, ne glede na to, če smo mladi, stari, moški, ženske, z nizkim ali zelo visokim tveganjem, to so študije pokazale. Zato to ukrepamo proti holesterolu. Zdaj, kako zdravimo v bistvu ne samo holesterol, ampak tudi druge krvne maščobe? Lahko spremembo življenjskega sloga, seveda dva ukrepa, ki sta najpomembnejša, sta seveda telesna vadba in prehrana. Kako vplivajo na krvne maščobe? Tako na HDL oziroma na ta dober holesterol in trigliceride se je izkazalo, da zunanji dejavniki imajo kar pomemben vpliv. Torej, z telesno vadbo, redno, zmerno telesno vadbo, mi lahko zvišamo HDL in znižamo trigliceride. Ne samo neposredno, ampak tudi posredno. Na ta način se zmanjša debelost, pa to tudi spet vpliva posredno na HDL in trigliceride, tako da več direktno in indirektno z zunanjimi dejavniki vplivamo na HDL in trigliceride. Po drugi strani, nažalost, tisti LDL, tisti najpomembnejši, v bistvu najpomembnejša frakcija holesterola, pa nanj vplivamo, vpliv telesne vadbe je manjši kot za HDL pa trigliceride. Kar se tiče prehrane, le 10 ali nekje piše tudi 20% lahko s prehrano vplivamo, ampak tudi to šteje, torej pri vseh dislipidemijah je prvi nasvet sprememba življenjskega sloga. To pomeni telesna vadba, prehrana, ki mora biti bogata z svežo zelenjavo, ki pesto oreščkov nesoljenih, zelo pomemben. Pomembno je zmerno jesti sveže sadje, čim manj vidnih maščob v prehrani. To so vse nasveti, kar se tiče prehrane, ki so pomembni za dislipidemije. Zdaj pa še par mitov. V bistvu, če se redno ukvarjamo s športom, nas vrednosti holesterola niti ne zanimajo. Ravno zdaj sem povedal, da nažalost, mislim, da je pomembno, da smo redno telesno aktivni zaradi dobrega holesterola in trigliceridov, ampak nažalost na LDL redna telesna vadba nima toliko veliko vpliva, je pa pomembna zato, ker telesna vadba spreminja še druge dejavnike tveganja, ki so pomembni za srčno-žilne dogodke. Ampak na sam holesterol, na sam LDL ima manj vpliva. Pa še drugi mit, da če imamo povišene vrednosti holesterola, ga bomo uredili s prehrano in telovadbo, ne potrebujemo zdravljenja. Spet je odvisno od tistega grafa, katero skupino sodimo glede na nove smernice iz leta 2019. Torej, tisti, ki so imeli infarkt in pri katerih je ciljna vrednost LDL holesterola 1,4, pri njih je sigurno ni dovolj. Seveda je pomemben vpliv telesne vadbe, zdrave prehrane, ampak to ni dovolj, pri njih je terapija obvezna praktično. Torej, oni potrebujejo zdravljenje. Kar se tiče zdravljenja, to so bili nefarmakološki učinki, zdaj pa še farmakološki. Načeloma, kar se tiče zdravil, zdravljenje je, vsaj se sliši relativno enostavno, torej vedno se začne z skupino zdravil, ki se jim reče statini. Če s statini ne uspemo doseči tistih ciljnih vrednosti, v terapijo dodamo ezetimibe in te dve skupini zdravil sta pravzaprav klasična terapija za zdravljenje krvnih maščob.
To so torej obe v obliki tablet. Če tablete niso dovolj, takrat se pač vključimo v terapijo še injekcije oziroma napredno zdravljenje dislipidemij, bodisi z zaviralci PCSK9, bodisi z inklisiranom. Naslednji mit je, prejemam napredno zdravljenje, torej lahko stativne neham jemati? Absolutno ne, zato ker je, kot smo videli, je vsaka od teh skupin zdravil ima svojo tarčo, prek katere deluje, in zato je pomembno, da najprej, da sami bolniki absolutno ne nehajo z jemanjem katerihkoli zdravil, ampak da se posvetujejo s svojim zdravnikom, ampak načeloma napredno zdravljenje gre vedno kot dodatek osnovnemu zdravljenju, nikakor ne kot zamenjava. Torej to tudi ne drži. Pa še to, vrednosti holesterola so mi padle, torej zdravljenja več ne potrebujem. To absolutno ne drži. Zakaj? Pa spet se vračamo na ta graf, ki je zelo pomemben. Če ne bomo jedli zdravil, se bojo vrednosti, ki smo jih zdaj končno nekako dosegli, pač spet bojo šle v višave, spet se bo tveganje za ponoven srčno-žilni dogodek pač povečal in pač je nesprejemljivo, če dosegamo ciljne vrednosti, da nehamo. Pač uspeli smo jih nekako doseči zahvaljujoč terapiji. Torej, adherenca oziroma to, da redno jemljemo zdravila, je absolutno pomembna. Zakaj vse to še enkrat predstavljam in zakaj je to pomembno pri tistih, ki so na primer imeli srčni infarkt ali možgansko kap? Zato, ker so oni pod še večjim tveganjem, da utrpijo ponoven dogodek. Torej, tisti, ki so imeli srčni infarkt, imajo 6-krat večje tveganje za ponoven srčni infarkt, glede na tiste, ki infarkta niso imeli. Torej, zgodba se z infarktom ni zaključila v smislu, da zdaj sem imel infarkt, pa sem preživel, pa je to v redu. Ne, ker je tveganje, da se utrpi ponoven infarkt 6-krat večji in je to razlog, zakaj se ukvarjamo z vsemi dejavniki tveganja, v tem primeru pač danes govorimo o holesterolu. Zato je pomembno, da imamo ciljni holesterol pod 1,4. Še slabše oziroma še večje tveganje za ponovno možgansko kap, 9-krat večje v primerjavi s tistimi, ki možganske kapi niso imeli. Torej, številke so jasne. In to je graf, ki sem ga pustil za konec. Zakaj? Zato, ker je tukaj se v bistvu vidi, da se je umrljivost konkretno v Združenih državah zmanjšala leta 1950, zato, ker se je takrat nekako začelo govoriti o spremembah življenjskega sloga, o srčno-žilni medicini, o preventivni kardiologiji, lahko tako rečemo. 20 let kasneje pa ponovno vidimo dodaten upad umrljivosti, ravno zahvaljujoč terapiji, pričetku terapije, med ostalimi tudi za krvne maščobe. Tako da s tem bi zaključil in se vam zahvaljujem za pozornost.